Vsakdo, ki se je kdaj peljal skozi Radovno, je tik pred vijugasto cesto na levi strani uzrl gostilno pri Psnaku. V tokratnem videu kampanje Vsi smo Kranjska Gora predstavljamo Janka Lipovca, po domače Psnakovga Janka, ki svojo ženo danes uspešno vodi gostilno pri Psnaku. Kako pa je bilo včasih? Gostilno je že moja stara mama začela, pa stara ata sta hotela dol tam, ki zdaj gostilno odpreti, pa nista mogla, dovoljena nista dobila. Sta pa tole zgradbo tlele leseno naredila, da sta lahko odprla gostilno. Pa je pa moj oče pa lahko dol naredil tam, ki zdaj gostilna. Tako da je zdaj dol gostilna, ta glavna. Ta stavba je pa ostala kot zgodovina. Hiša je prežeta zgodovino, o njej pričajo dokumenti, freske, fotografije iz različnih obdobij. Na naši hiši je freska Marije Vešarske, to je kakor na Božja pot, a pa kakor ena merkacija. Te freske so bile, ena je pri Poceru, ena je pri nas, pa je pri Šmercu naprej v Mojstran. In so vedeli, ki so šli na Vešare, da so napravili poti, pa verjetno so dobili kakšen kozarc vode, pa nam nekaj za popiti. Drugače pa hiša je, v hišna tram je letnica 1756 in dokument je iz 1609 leta, to se pravi, da ta hiša že en čas obstaja. Jankovi predniki so se ukvarjali z raznovrstnimi dejavnostmi. Zaradi odročnosti kmetije so morali ves čas stremeti k samooskrbi. Naši predniki so se ukvarjali z različnimi stvarmi. Osnovno je bilo kmetijstvo, včasih so bili samozadostni, so pridelovali hrano sam zase. Če so hoteli kaj za kakšen napredek, pa to so pošli, a so s konji furali les, so oglje kuhali, so kakšne druge stvari delali. Drugače pa včasih star oče je rekel, da so za dolg daljnega teleta v jesen so žakelj soli, pa žakelj cukra, pa 40 litrov petroleja, ki ni bilo elektrike. Da bo to so bili glavni stroški tako za čez zimo. Živina je bila skozi pri hiši, krave, pa žito je bilo, pa krompir, tako da so čez zimo preživeli. Pa so pa še kaj s konjem furali les, pa te stvari, da so lažje šli z razvojem naprej. Da zgodovina Radovne ne bi prešla v pozabo, je Jankov oče Alojz naročil poslikavo panjev domačega čebelnjaka, ki stoji nedaleč proč od domačije. To sva z očetom to malo, kako bi, pa kako ne bi. In so pa zato, da dava zgodbice od tukaj, ne od Navo in Alfo stolp risali gor, ali pa nekaj od druget, ali pa te panjske končnice, te zgodbice, ki so že, da se nam sam ponavljali, da bi te zgodbice od tukaj, od našega kraja, od tlele, z naše hiše pa z naše doline. Ta prvi pan prikazuje, ki je bila tle zgornja Radovna, Podhomska planina, prikazuje planino. Ta drugi pan prikazuje, prvo so apno skuhali, da so lahko steno naredili, apnenca, pa so žago naredili, da so na žago peljali, da so dile žagali, pa so sejali, orali pa sejali, pa so oglje tudi delali, da so z ogljem se tudi ukvarjali, pa so čebelnjak naredili pa hišo, pa so tlele želi pa mlatili, tle so v mlin peljali pa mleli, pa so tle kruh spekli pa pojedli. Tamle so je pa svadba, je pa poroka, pa rojstvo, pa ponovno začetek. To je en tak življenjski krog. Tle pa sveti Ambrož, ki je zaščitnik čebelarjev, in pa moj oček to pripoveduje. Poslikave panjev pripovedujejo različne zgodbe, med drugim tudi tisto, po kateri so bili Psnakovi najbolj poznani, o skrbovanju Triglavskih koč. Tradicijo oskrbovanja je nadaljeval tudi Janko, vse dokler ga ni zamenjal helikopter. Moj oče je začel prvo na hrbtu, pa je s konji, z enim konjem, z dvem, s trem. Jaz sem s 7 konji, pa je nosil sam hrano pa pijačo. 3krat na teden sem šel na Kredarico, 2krat na Planiko, pa enkrat na Staničevo čez poletje. Julij, avgust, september. Pa odvisno, kdaj sneg pada. Pa jesen sem nosil še kakšne drva, pa take stvari, pa cukor, pa moko, pa tak, kar se ni pokvaril za naslednjo sezono. Da so gor imeli za naprej.
Janko, katera vrsta konj je najbolj primerna za upravljanje zahtevne naloge prenašanja težkih bremen visoko Triglavsko pogorje? Za prenos gor so mogli biti 450 kg, da je bil težek, pa da je tak ta prav korak in mu. To je bilo vse. Pa sem pa ta prvi dan že videl, bo šel, ne bo šel. Ta najbolj fajn je, če si ga kupil od kakšnega Hondarja, v bistvu posrednika, konjskega mešetarja, ko se reče po slovenski. Da smo ga lahko pa tudi nazaj dal, če slučajno ni bil dober. Vse je pa rabo, konj je rabo v bistvu, ta prvi dan svedel, bo, pa je pa rabo eno sezono, da je vse te treparije skozi dal, pa je pa bilo. Zato, ko vse rabe še ne izkušnje, tako človek kot konj. Konji se podkuje z namenom zaščite kopita. Kaj pa se zgodi, če konj izgubi podkov? Ste se velikokrat soočili s tovrstnim izzivom? Med potjo, tudi če bo dobro podkovan, včasih je med dve skale stopil, pa je podkov sam tam ostala. Pa smo mogli samo eno tako coklo, da sem jo sam gor privezal. Če sta pa dva konja zgubila, sem pa eno nazaj prbu, če sem jo najdel, če jo ni šla nekam v prepetkam, da jo nisem najdel. Jankov oče pa nam je leta 2013 v enem izmed intervjujev slikovito opisal pripomoček, ki je nadomestil izgubljeno podkov. Tole je zelo zanimiva copata za konja, si jo mogel zmeraj s sabo imeti čez gor, ker če se je zgodil, da je konj gor, podko zgubil. Jo nekam uprpel, pa je tam ostala in potem, če je bos prišel dol, tisti let nič več gor, ker kopit konju en let rase. Pos pa lepo zbasal, konja sem privezal in z ga stole copato smo rekli, takole privezal, takole sem našponal in je takole lepo dol prišel, ne nepoškodovan, pa se ga pa dol kakoval in pa drug dan spet šel gor. To je bil pomemben, Kako je izgledal dan, ko ste še oskrbovali koče? Ko smo na Triglav nosili, sem v dveh vstal, pa sem šel konje futrati v krmo. Zato konj je, mu moraš dati dosti za jesti, pa čas mu moraš za jesti dati. Zdaj premalo, če sam ga ovs pokažeš, pa ga pa čez 5 minut vam peleš. Konj je tudi drugače kot krava, on sprot prežvekuje in rab čas. In moraš 2 do 3 ure jesti. Mislim tako, da če hočeš, da za en dan ni problem, ampak za bolj dolg je pa fajn, če je tako. In pa sem šel še malo pospat, pa je pa oče prišel, pa stric, zato sta pa 2 konja od strica, to, da je pomagal naložiti na levo, pa na desno enako težo, pa da ni preveč nesel, pa da ni premalo nesel. Pa sem od 7 do 8 sem pa štartal, pa sem pa sam šel s 7 konji 4 do 5 ur do gor, do Planika, Staničeve pa Krederce, gor da sem malo po južno, pa da so konj malo spojedli. Nazaj pa spet 3 do 4 ure, v Krm pa spet 1 do 2 ur. Tako je bil, tak je bil delovnik. Pa sem pa šel 3-krat na teden na Krederce, 2-krat na Planikov, pa 1-krat na Staničev. Nedelja pa kakor je bilo. Svojevrsten dokument časa je pričevanje Jankovega očeta, ki nazorno opiše razvoj oskrbovanja visokogorskih koč. Kako smo ta prvi material pripeljali v krmo, potem smo ga mi navesali na konje, po letu 950, prej so ga to že rečem, pa na konje, pa s konjih. Gor ga mogel fajn prištimati, pa naštimati, pa to, pa pa tretji. In tako ga si ga po 5 urah prinesel s konjem na Krederco, gor ga pa zvagal, pa Marko od kilo. Vse dejavnosti, ki so jih in jih še pri Psnaku opravljajo, predstavljajo pomembne gradnike, ki sestavljajo turistično ponudbo destinacije. Janko se zaveda razcveta turizma, a tudi pasti, ki pridejo z razvojem. Turizem, fajn, če je, samo zdaj ga že, se zdi, da ga že kar dosta, zdaj bi mogli bolj poudarek imeti na kvaliteta. Zdaj te, kdo delajo promocijo za turizem, bi se mogli ustaviti pa delati na kvalitet, ne da še goste privabljajo, ki jih je že trenutno, se zdi včasih jih je preveč, in če jih je preveč, to ne zmoreš in gre na slabo gre vse. Mogli ne na kvalitet bolj se ukvarjati,
ki so za promocijo, ne. Da bi bolj šli v to smer. Ne. Zato, zdaj, če bomo sam na količin, ni zato, pa se nimaš časa gosta posvetiti in pa je pa nezadovoljen. Ne. Veliki so pa nezadovoljni. Modrosti in znanja, ki jih je pridobil skozi življenje in od svojih prednikov, se je trudil prenašati svojim otrokom in naprej vnukom. Rad bi ta znanje, ga imam, naprej prenesel na vnuke, ne? Ker sem ga na svoje otroke, da bo še na vnuke, da bojo kaj znali. Se ni treba, da delajo, važno, da znajo. Če enkrat njeno stvar znaš, se že pa jo spomniš. Prideš v nekaj. Zato te stvari so vse lahko važne. Ne vem, 5 let nazaj smo jamrali nobenega snega, pa fajn bo, če bil sneh, in šel 3 dni sneh in je tamle daljnovod podrl, pa drevje podrl, pa so bili odrezani od elektrike, od interneta, pumpe niso delale na centralnih kurjavah, pa je bilo pa fajn, če je kaj znal. Če je znal kmečko peč za kur, če je znal nekaj skuhati, če je znal z drvam nekaj narediti, tam je pa fajn, če imaš kakšno znanje tako. Natalija se nostalgično spominja svojega otroštva. Vzel je tudi v gmajno skrb, tako da smo skrb podirali drevje, pa ven vlačili, pa na žag pol žagali dile, pa zatem smo hodili drva poiskati, da smo jih nažagali na voz, z voza pol tako. Vse te, ne vem. In tako smo se naučili vseh teh opravil in kmečkih in kelnariti tukaj v gostilni, kuhati. Ni da ni, vse, kar več ali manj, vse, kar znata naša dva, znava midva tudi. Toliko sva znanja dobila, da sploh ne veš, kdaj zgotovo pa. Kot sama pravi, se danes trudi, da bi pridobljeno znanje in vrednote posredovala naprej svojima hčerama. Posebej se trudi za medgeneracijsko povezovanje. Zdaj se pa jaz tudi naprej trudim, da bi čim več tudi moje 2 punce se naučile. Koliko to uspeva ali pa ne uspeva, malo so drugi časi, kakšna stvar malo težji. Vseeno pa se mi zdi, da kar sta že na znanje osvojile. Se mi zdi, da je treba to izkoristiti, to medgeneracijsko, to, da se lahko učimo z generacijo v generacijo, da je to dragocen, ker zdaj so res še redke te hiše, kjer lahko tako kot naše živimo 4 generacije skupaj. In se res lahko učiš od vseh, ta mladi od ta starih, pa ta stari od ta mladih, tudi kakšno stvar. Podobno kot je v vsakdanja opravila na kmetiji vključeval svoje otroka, Janko sedaj vključuje svoje 4 vnuke. Ti so mi s posebnim žarom v očih pripovedovali, kaj vse so se naučili od svojih staršev, dedka in babic. Kuhati, pospravljati, pomivanje posode, za kurmo, da si gremo gasilske vaje za kurt. Ja, pač trening, ko gaviš. Gasilske. Ja, gasilske, pač da hitiš. Kakor štafete. Ja, štafete, ja. Zato, ker nam rečejo, da rabimo puhteti. Ja, puhteti. V bistvu nam rečejo, da rabimo za kurt in bolj se pač še se zraven igramo. Zraven se igramo, koliko pač delamo. Psnakovi stari rek, da mladi in stari pod isto streho ne gredo skupaj, obrnejo na glavo. Njihova složnost in idilično sobivanje ter medgeneracijsko povezovanje je lahko zgled marsikateri slovenski družini. Najbrž iz tega izvira tudi uspeh in priljubljenost v lokalni skupnosti in širše.